pač možno, da je taka oseba, da ji ne bo nikoli prišlo. Pust ga, pa probi s kom drugim, če ti pride, ni problem v tebi, ne vem. Jaz nisem mogla tako, po moje, en mesec spraviti Jožki iz glave. In potem so se naslednji dan še enkrat dobile, ker so potem zaprli občine. A Jaka se hoče poročiti? Pa prej mu je bilo dosta vseeno. Pa ko so se pogovarjala, pa valjda vidi, da se jaz bi ful rada, se strinja, da bi se poročila, ker drugače se itak ne more. Ampak da ti to je v Ja. bistvu vse, kar med seksom govoriš. Pa se mi zdi, da velja neko prepričanje med folkom, da ti se moraš pa zdaj grdo obnašati do ženske, da je to dirty talk. Meni so še kar kucine po koncu. Moje brbončice so pele. Ne, boh ne daj, sodelavca, to zdaj morava postaviti meje, ne morava se midva zdaj v službi neki preveč. Zdaj pa se te meje so se zelo zabrisale, no. Tako da moram jaz zdaj reči, jaka v službi sva. Živijo, mi to so Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes je z nama Kaja iz Tisti dnevi v mesecu. Živjo! Ajla! Živijo, če slučajno ne veste, iz kje je, evo, to je to. Ja, Zato, ker je ona ponovadi tam se malo zgubi med vsemi gosti in ker se toliko velik, smo rekli, da te bomo danes povabili samo, da te mečkam bolj spoznamo, da te bomo na vroči stol, tukaj imamo pripravljena prav posebna vprašanja, da bomo pač vedeli vse, kar je zavedati o tebi, pa govorili bomo tudi o tem, kako je biti v zvezi z najbolj seksi Slovencem. si res! To Sem je, že pozabila na to titulo. to je že old news, ampak tako, mene še vseeno zanima. Zame je že 5 let najbolj wow. Ampak ja, bom povedala vse, kar hočete vedeti. Okay. Pa še to, ona je dosta sodelavca, tako da tudi to bomo raziskali, kako je, če si sodelavcem v zvezi. Zanimiv teren. Okay. Ja. Si kaj živčna? Pa malo sem živčna, ampak to bo šlo. Okay. Zdaj si tako že navajena biti na podcastih. Ja. In, Sam je drugač, ko si ti na tej izpostavljeni vlogi. Tako da zdaj štekam, ko se je Lara takrat počutila, ker smo jo me posedle in smo jo sprašvali in se ni mogla na nobenega drugega obrniti, da bo kaj rekel in je mogla pač ona. Ja, pa odgovoriti, nisi v tako da. kontroli nad tem, kaj te bomo me vprašali. To je res, ja. Me v glavnem že poznamo, ker smo bili že na njihovem podcastu, vi jo boste pa zdaj bolj spoznali, ampak če te vsebina o spolnosti ne zanima, ali pa si premlad za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Najprej imamo icebreaker, kot vedno za vse. In sicer. To vem. Ja, evo. Ej, ampak bi Sem mogli že kdaj pogledala. malo vprašati, kdo ona je. Kdo pa sem Ko jaz? veš, oni ne vejo, oni tebe sploh ne poznajo. Kdo si ti? Kako bi sebe Kako si? opisala? Kaj delaš? Najtežje vprašanje. Moje ime je Kaja in sem članica podcasta Tisti dnevi v mesecu. Tam govorim o spolnosti, ne o spolnosti, o odnosih. Potem delam na Radiu Antena kot dopoldanska voditeljica, ukvarjam se s socialnimi mreži, to je to, kar delam za job. Doma pa najraje berem knjige, gledam serije, jaham konje. In to je zdaj moja okupacija zadnje leto in sem ful vesela, da sem se odločila za ta hobi. Okay. A za Na hitro. jahanje konjev? Ja, The best. ful je dobro, ker si v zuni, ker si z živaljo in ker delaš nekaj za telo in tako. Luštanje, ful je fajn. Okay. To priporočam vsem. Delajo mišice, ker ne veš, da jih imaš. Wow, to si pa ful dobro povedala, kot da bi se doma pripravila na vprašanje. Nisem. Kdo si? To pa nisem. To pomeni, da se tako dobro pozna, ona je postavljena Ja. ženska, če njo kdo vpraša, kdo si, ona ve. Ja. To sem mogla, enkrat veš kaj sem mogla posneti ko sem šla na radio delati za življenjepis. Aha. Takrat je bila korona in niso vabili na razgovore tako v živo. In so rekli, pošlji predstavitveni video. In sem bila tako, kaj če mi izpovedati? In pa sem takrat imela čas, da se spomnim, kaj če mi izpovedati o sebi. In takrat vem, da sem rekla, da obožujem Božič, da znam sama zamenjati žarenco in da, ker sta me mami pa oči delala, niste naredila gumba za off. Tako da, Ja. to. Ej, o moj bog, še to. Kako sploh dobiš job na radiju? Prijaviš se na audicijo, ki so vedno odprte, na mail, lahko ga pošljem, zdaj ga ne vem na pamet, ampak zihar pride kaj na info@radioantena.si, pa bojo tam pogledali. Pošlješ CV, lahko tudi predstavitveni video, na katerega se lahko pripraviš, to je heads up. In pol pač te povabijo in te spoznajo živo. In če se In kaj odločijo, moraš da. imeti za to, da si radijski voditelj? Jaz bi rekla v prvi vrsti v redu glas, da znaš kaj prebrati tako lepo Imaš kar v tekoče. redu glas, ja. Tako, druga se pa vse da naučiti. Tako da ne rabiš imeti mene posebne izobrazbe, zares, čeprav jaz sem mislila, da pač moraš imeti, zato sem šla študirati novinarstvo in sem tako, ja, to gremo zdaj tako lepo po regalcih in pa sem prišla v medijske vode in sem ugotovila, da džave men faks. Okay. Tako da, ja. Če ti si že skozi vedela, da hočeš biti na radiju. Pa ne. Bila sem v osnovni šoli na Kroško novinarskem in tam se je malo začelo, da mi je bilo to kul, ker smo tam imeli šolski radio.
Pol sem šla v srednjo, nisem imela pojma, kaj bom, pol sem šla na faks na novinarstvo, ker nisem imela pojma, kaj bom. Pa sem tam ne vem, ko smo imeli te razne prakse, sem rekla, no, če jaz bi šla pa delati nekam v neko lokalno okolje, zato da mi je malo blizu, malo me je bilo strah teh RTV, Pop TV, to so te velike hiše, nisem imela občutka, da bi jaz lahko tam kaj zraven prišla, pa da bi se mi nekdo ful posvetil. In sem šla pa delati na Radio Krka, na pač novomeški lokalni radio in mi je bilo ful fajn in so rekli, lej, praksa ti ne moramo plačati in jaz tako, okej, ni panike, pridem sen. In pol smo se zmenili, da sem začela delati kot študentka in v tem sem pol prišla pa na anteno. Tako da, ja. Jaz bi to delala na radiju. Sam ne vem, kakšna bi bila tu oddaja, v kateri bi jaz delala. Mogla bi biti neka taka, kot ima Robert Droškar, da se lahko zadereš tudi kaj vmes, ker ti imaš zelo tak enakomeren glas, lahko si kaj bereš. Jaz po drugi strani teže. Pa le, veš kaj, išče se vse sorte profilov, najbolj je pa važno, da si ti, tak, ki si. In se mi zdi, da če delaš nekaj, kar ti ni cool delati, je ful težko. Mislim, sej itak v katerikoli službi je ful težko ti delati. Ampak, če si tak, ki si, pa da folk to zna dobro izkoristiti, perfekt. Zakaj pa ne? Drugače sem jaz tudi hotela na radio delati. Mi bi lahko na radio delali. Pač jaz, ko sem bila mehna, jaz se prav spomnim, ker smo se tako imeli plakata pelali, starši, ker so bili pač te od radia gor. In jaz sem tako, jaz bi na radio delala. Že tako sem v osnovni šoli govorila, da bom novinarka. Nice. Pa sem rekla, da bi na radio delala, pa so mi rekli moji starši, ja, sem veš, to pač, to ne moreš kar tako, to ni zares tako taka služba, to moraš imeti nek SP in pol moraš še kaj zraven delati. In pa so me s tem strašili in mene takrat to je tako v moji glavi, jaz nisem predstavljala, pač, kaj lahko še zraven delaš. Ne vem, pa so mi rekli, ja, eni so pol še v gledališču nastopajo, ne vem kaj. In jaz sem tako, ne, to pa ni zame. Jaz rabam neko stabilno službo, ki bo lahko za razumeti in pol nisem šla v nič kaj tazga. Isto nisem šla psihologije zaradi tega študirati, ker so me vsi strašili, kako je to potem težko biti. In evo me zdaj, ker delam najbolj nekonvencionalno službo ever. Ampak ja, fak. Ampak še na radio. Ti malo hitro govoriš. Več časa kot jaz. Jaz ful na glas, ti pa ful hiter. Tako da jaz ful nerazločno. Ne vem kva. To se da strenirati. Sem veš kva, oddaja o seksu bi bila lahko tudi na radiju. Kakšna? Če mene vprašaš. Pa ja. Ne? Ali pa imamo zato tudi na radiju podcaste, očitno. Ja, recimo. Ker vi že delate. Čakam, ampak vas podcast se prav na radiju predvaja. Nisem zihar, če se cel predvaja, izsečke pa imamo, ja, na anteni pol me jaka, ki jo vzame pod drobnogled, če sem kaj tazga povedala. Na Radio 1 pa Laro ponavadi, kaj secirajo. Mislim pa, da se predvaja na TV Veseljak, pa Aktual. Ja, tudi da vsak dan na radio mente je ful dober. Či vsak dan nekaj, nova epizoda, ja. Ampak tako velikrat. Tuk da pač je tu ful dobro reklama. Ja, to pa je, se mi zdi, da. Ker tako, polka greš kam, mi je čist čuden, ker te pol prepoznajo in tako, vi ste pa iz tistih dnevov. In enkrat je bilo full random. Šle smo z mojo taščo, pa z mojo kolegico, pa še enimi bebami jadrat in smo bile nekje na Kornatih, mislim, da je bil v Sali. In tam sedimo pač v enem lokalu, dež je bil, napolno dežuje, pač noben ni nikamor mogel, mi pač tam pijemo pelinkovci in en za sosedno mizo. Tisti dnevi v mesecu in sem pa rekla, neč, da je runda in je padla runda tja in pol nazaj in je bilo tako, nice. Kako si to dobro shendala, jaz ne bi vedela kako. To je pa, to bom pa ukradla to foro. A ni? Ja, pač pol tako prijazen izpadeš in veš. Ja. Mislim, to je ta dolenska, Sara bo verjetno vedela. Se mi zdi. Nikoli nisem imela včasih, ko sem bila tako zares dolenka tu gnarja, da bi vsem runde plačvala. Zdaj, ko sem odrasla, pa ne pijem. Ok, to je fair, to je good choice. Tako da nisem še probala, mogoče bi mogla. No, naslednjič, evo, se lahko tudi rundo soka, se noben ne rekel, da mora biti tako. Rundo vode. Ta je taka gorenska. Jaz sem gorenska star. Tam na meji. Direkt. Ok, v glavnem, nazaj na icebreaker je. Ok, dajmo. Ali bi raje na Instagram delila tvoj porn search history, okay? Ali pa na podcastu prebrala vsa sporočila, ki si jih pošiljaš z Jako? V bistvu bi lahko ali eno ali drugo, zato ker moj porn history je random, ga ni, ker ne srčam namensko, pač scrollam, dokler mi nekaj všeč. Ja, sem res. Kar si pišem z Jako je pa zelo, ne vem, v trgovini poglej, kjer je zelenjava v redu in pol me poklič, ker pol mu jaz rečem, prinese zeleno in mi prinese gomolj kolerabe. Pač, ja, tako da, oboje.
Ponovadi rečem, da moraš eno izbrati, ampak v tem primeru ne bom. Tu sprejmem odgovor. Okay, thanks. Ali raje nikoli več ne bi imela pred igre, samo penetracijski seks, tako ga da not, lahko uporabim zraven, bom pokazala skin lubrikant, Okay. ali pa samo penetracijski seks in nobene predigre. Ne, čakaj, kva? Nikoli več predigre, samo penetracijski seks, Ja? ali pa sam predigro, pa nič penetracijskega seksa. Tako. To se pravi, pri predigri se pa šteje tudi oralni seks, ker to ne specificiram. Oralni seks, Ja, pa vse druge stvari, Ok. sam noter ga ne more dati. jaz mislim, da raje izberem brez predigre. Ja, jaz tudi. Vem, da ni bilo zame vprašanje. Ampak ja, sem glih odločila, še kaj Ja, izbere. se Ti boš pa strinjam. verjetno zbrala predigro. A veš kva, zadnje čase sem zelo velik Predigro fan lahko sama. tega. Pač, ja, ne vem, zadnje čase mi je res full dober ta Občutek. Kjer ja. zdaj, penetracija ali Ja, zdaj predigra? mislim, da bi skoraj penetracijo izbrala. Ja, ne, pista. Ej, veš kaj, ta prav- penetracija je tako najslabša stvar. Kaj pa se dogaja? Ne, ta prav penis moraš spoznati. Jaz Pač, nimam nobenega jaz penisa zdaj v specifično življenju. s tem penisom, ki je zdaj v mojem življenju, penetracijski. Ker je pa, to je pa to. Tako da, ja, to je. fak. Ja. Ker jaz imam zdaj manj predigre v življenju, ampak zato, ker hočem, da gre čim prej not. Vidiš, evo. Welcome. Wow, vse smo isto odgovorili. Ja. Složnost. Ja. Ok, še zadnji. Ali raje nikoli več ne bi doživela dobrega seksa, ali pa vsa hrana izgubi okus zavedno. Jaz imam rada hrano. Kaj pa seks, kaj imaš raje? Tudi. Je v redu, če je. Ampak hrano pa pač v bistvu rabiš. No, sebi je tudi imela, sem bi bila za nič. Ne? Sprav, čakaj, zgubi vas okus ali pa da nimam dobrega seksa. Ja. Sam predstavljaj si, ne bom ti zdaj nič govorila, zdaj sama razmišljaj, pa bom jaz povedala svoje mnenje. Rajš bi, da nimam dobrega seksa. Ja? Ja, ker jaz kuham vsak dan in mi je ful dobro to in jaz sem ful živam v tem, da pol z Jakom skupaj jeva in da pol je njemu kul in je tako ful dober in jaz rada eksperimentiram z novimi stvarmi, kar kuham in da bi to zgubila, bi mi bilo, pač rajši sem tako uživiti, pa tudi če meni je dobro. Ja. Pač Pa tako. verjetno seksaš dih ne vsak dan, ješ pa vsak dan. To je res, ja. Si med COVID-om izgubila von pa okus? Ne, hvala Bogu ne. Okay. O, jaz sem. Jaz sem, ja. pač Zanimiva bedno. izkušnja. Ne bi hotela celo življenje tega. Tako da. No, Čeprav, pa sem se prav odločila. Ja. ampak tako, veš, po eni strani pomislim, ker pol bi vso hrano jedla samo zaradi njene nutricijske Je vrednosti. super, še tu se mi manjka. In pol bi sam zdravo skozi jedla. Ma ne bi. Bi. Ne bi, Kakšne zakaj stvari bi čips trajajo jedla? dolg za nares. Ne, ampak pa se imaš kakšne hitre, enostavne. Ne bi jedla čipsa, ne bi jedla čokolade, ne bi teh stvari jedla. Jedla bi neke proteinske, zelenjavne, bla, bla, bla. Ampak pol se pa spomnim, zdaj smo bila z Janom v Dubaju in smo šla v Global Village, kam imaš tako največ hrane za probati možno. In to, jaz sem lebdela na oblakih. Meni je bilo to tako dobra izkušnja, ker to greš v Global Village, greš pač okušati. Ne greš, pač greš si oči past, ampak greš okušati. Kaj je bilo najboljše, kar si probala? Da te je to... Veš, kaj mi je bilo ful dobro, ker nisem pričakovala, mi bo všeč ali ne. Mango sticky rice. To sem že to stokrat sem videla, ko si slišala. dala na story. Hej, o ne, vzamem nazaj. Tako enostavno Baskovski zveni. cheesecake. Prvič v life sem jedla baskovski cheesecake in to je pa to. Kakšen je to cheesecake? Pač to je Veš, cheesecake. zažgan. Ja. Aha, una. Na okej, vrhu je povem. zažgan, noter je pa tako kremast. Pa še najprej sem bila, ker sem ga dobila, je bil tako mrzel, pa trd je zgledal, pa manj mi je tako preveč poskuti smrdel. Pa nisem bila tako, to pa ne bo dobro, ker sem dala to v usta. Meni so še kar kucine po koncu, moje brbončice so pa- pele. To je bilo tako dobro. Posla še dva, pač sicer tisti je bil najboljši od vseh, ki sem jih pač zdaj probala, ampak pač moram se jaz to naučiti sama narediti. In, o moj bog, pa ko pomislim, da teh izkušenj ne bi Ne bi imela. imela, ja, ne. Ja. Ja. Raj se odpovem. Pa zdaj se pa mogoče še jaz raje dobremu seksu odpovem. Mogoče imam pa dobro masturbacijo še vedno lahko, pa pač kompenziram. Ja, tega nisem imela, tako da ja. Loophole. Ja. Mislim, jaz se lažje v tem trenutku odpovem seksu kot hrani. Res. Ja, Ja. ne zakaj. Ja. Čakaj, mogoče boš čez pol leta rekla drugače. Ja, čeprav sem Sandra. danes zjutraj jedla ser s tartufi. Wow. Ful je bil Dober. dober, ful je bil dober. Tako da, ne vem. No. Ja. Evo. Pa kakšne olive zraven. Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin.
In midve zihar izbereva skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Zdaj imamo pa še tlele te tako rapid fire questions. Smo Okay. pripravili zato, da res gremo tako, a veš, te malo bolj spicy stvari, da zvemo. Okay. Tukaj pa res ne rabiš razmišljati, sam povej, kaj bi izbrala. Ok? Pogotneš ali pljuneš ven? Pogotnem. Rajši sprejmeš oralni seks ali daješ oralni seks? Sprejmem. Kdaj si nazadnje doživela orgazem? Ne dolgo nazaj. Par dni. Ne vem točno, kaj si ne zapisujem. Kako je bilo? Fajn. Sponke za bradavičke ali pič? Za bradavičke. A si že oboje probala? Ne, nič od tega. Ok. Ampak, če si predstavljam, da jim reči, da je mogoče rajši Sponke. bradavičke. Ja. A imaš občutljive bradavičke? Kolikrat daj? Se mi zdi, da včasih ful, včasih ne. No, iz Imajo sponke svoje že- obdobje. Včasih sploh nič ne čutim tako. Ja. Tako, lahko bi jo stisnila tako z nohti, pa ne bi čutila. Ne, tok ne, to Veš, bi tudi tle čutila. v spodi, ko nič ne čutiš tako. Jaz čutim. Ženske, joške, stisnite si tako v spodi joško. Z nohtom. Modrca Jaz sem tudi imam modrca A ja. preveč, ja. No, v glavnem tu, probite doma. Probite vsi, joško si v spodi stisnite, ne čutiš, tle nimamo živčnih končičev. in je Tako isto, kot na komovcu. kot da bi, če bi si komod stisnil. Ja. A si kdaj komovc stisnila? Ja, In meni je Za ful mene je to tako čudno, nasty, to da si so res. joške tako občutljive, najbolj občutljiv del ženskega Jaz to sploh telesa vedela in pol nisem. cel spoden del nima, se ne čuti. Sam veš kaj, jaz mislim, da vam to mehne, da Ja. pač da ni A ja. tega. Da ni tega spodnjega dela, Ja, ni se tega, se tudi ja. jaz pridružujem. Da bomo videli, bomo probali doma. Ja, res, Okej. ampak ok. Ja. Koliko si bila stara, ko si prvič seksala? 15 ali pa 16. Ne, 16. Ja? Ja. Kdaj si na zadnje gledala pornič? Zdaj pa bo že nekaj časa, ampak kaj še 14 dni? Da sem mislila, da Dajmo boš rekla tako 3 mesece ali pa A ja, pol ne, leta. ne. Je bilo manj. Dirty talk ali tišina med seksom? Ja, oj, trdi tako v slovenščini ne gre. To pač niti si nočem predstavljati, niti nisem probala, ker to pač ni v redu. Ampak po angliško se pa ne bomo pogovarjali, ker Ja, pač je pa ja. tudi čuden. Tako da, I guess, da zberem tišino, čeprav, veš kaj sem ugotavljala zaradi tega, ker sem ene par knjig prebrala, ki so tako malo spicy in sem gotovila, da mi je to ful zanimiv. Od te Elsie Silver, ki je na TikToku ful popularna, te kavbojske romance. Aha, To je okej. moj Super, ker stil. sem te hotela vprašati, Ok. kje je knjige, tako da hvala, da si povedala. Ti bom povedala pa naslove, zelo sem. Aha, Chestnut Springs je serija. to. Okay. No, tako da to sem prebrala in je v bistvu sem ugotovila, da je Dirty Talk lahko tudi tako v smislu, kar se mi je tudi že kdaj zgodilo, da ti se v posli med tem, ka pač se ljubiš, karkoli pač, ali pa ne vem, sam cartaš, pa pol začneš, pogovarjaš, ne vem, v smislu, kaj je treba. Zdaj se bo to slišal čuden, ampak kaj je treba še narediti doma? V smislu, ja, ne, pol morava pa ne vem, pospraviti nujno flet. In pa ti on reče, a ja, pospraviti morava. In pa ti dočen veš, da ne bova zdaj pospravljala na ta način, a veš. Sam neke take random, spontane, navadne stvari, ki niso Aha. zapakirane. Ker niso, da mi ga v muco porin zdaj. Ne vem, pa razno žaljenja in take stvari. Okay. Na ta način in da to je malo loh. Ni dirty, ampak je pa Drugače, tok. Veš kaj, pri tem dirty talku nas vedno sfuka to, kar mislimo, da mora biti pa zdaj umazano, dobesedno umazano. Ampak dirty talk je v Ja. bistvu vse, kar med seksom govoriš. Ja. Sam nimamo izraza. Pač vse, kar se med seksom pogovarjaš, je smatrano kot dirty talk. Tudi da rečeš, Okay. ne vem, o to mi ful paše, to je dirty talk. basically. Aha. Pač ja, Okej. ja. Aha. To vse je dirty talk. Okay. Pa drti takamo med seksom. Ja. Ja, tu pa tam, ja. Okay. Ja. Ali pa dej še, še to deli, še, pršel mi bo. Ali Jaz sem okej, se ja. znala, jaz sem živela pod pretvezo do zdaj, da morajo biti tu neke specifične stvari, take malo čudne, da jih govoriš vmes. Ne. Ker slišiš veliko nekih teh želitev, pa se mi zdi, da velja neko prepričanje med folkom, da
ti se moraš pa zdaj grdo obnašati do ženske, da je to dirty talk in jo ne vem, ali pa do moškega recimo. Pa ni nujno to, pa tako. Okay. Fajn, pa ja, mogoče dirty talk. Dirty talkama pa sploh ne vemo. Ja. Nice. Ja. Okay. Pač, če si čist tih med seksom, je pač pol nimaš dirty talka. Okay. Drugače Da pa- niti nobenega zvoka ne spustiš, nobenega Ja. neki. Ja. Veš, tudi, ne vem, najbolj simple dirty talk je pač, da samo nekoga po imenu, da rečeš, ne vem, Jan, to je. Okay. A veš, to je, Ja, kaj tak, recimo, pač to je tako, če hočeš nekoga najbolj simple, kako dirty talkat, ful vsi radi slišimo svoje ime. To je tako psihološko. Da nas nekdo po imenu pokliče, nam je ful všeč. In da nas partner med seksom po imenu pa reče, ne vem, koliko si oska, koliko si mokra, koliko si dobra, pa da reče še tvoj ime zraven, Ja, to je kar dirty nice. talk. Zato je, ker te vzbur, a ne, ker ti je tako pač. Probam se spomniti, kaj sem jaz nazadnje med seksom govorila, pa se mi zdi, da je že toliko časa od tega v resnici, da sploh sem pozabila, ampak jaz se spomnim, da sem tebi razlagala, da jaz med seksom skozi nekaj govorim. Ne, Res? nisem tu razlagala, da Ja, se med ja. seksom ful pogovarjam. Ja, ti se Ampak vse na kak pogovarjaš. način se ti pogovarjaš? Kako si ti prej rekla, tukaj Okej. treba še se narediti? Pač tako je, malo je, neki... razbiješ to neko tišino, sploh ne vem, če si v taki situaciji, da lahko je na začetku malo neprijetno, nerodno ali pa nekaj, da se ne poznaš tako dobro, ful razbiješ to tišino, ki meni rata neprijetna lahko. Pač ne zdaj, Ma ne zdaj vem, 5 jaz- let ne, ampak ne. Tako. Sem se ful pogovarjala. Ampak Ja, ne se morem mi zdaj zdi to nič komentirati, narobe. moram probati še kdaj, pa bomo pol videli. No, boš povedala. Ko mi čakam. Ok, to se pravi dirty talk. Ja, ne moraš dirty talk. Najbolj nor kraj, kjer si kdaj seksala. Imam prav fun fact, jaz si zapisujem, odkar sva z Jakom začela hoditi, vse kraje, pač mesta, ne vem, place, kjer sva že, zato ker mi je pač tako zabavno pa pogledati v to beležko, kje sva že. In ena je na še ta stari gondoli s Kanina dol. A pozim? Ne, polet. Okej. Ja, ne, pozim. Ker sem lahko v kombinezonu, ja, in se to sleč. Ampak veš kaj je fora, ker ta gondola, ko gre dol, se ti zdi sej full cajta. Ja ne, vmes je ena postajica, ki gre čez eno hiško in tam se vrata odprejo, tako da je bilo treba to zelo hitro. Pa sta sama v tisti... Ja, sama dva Gor, sva ne? noter, ja, valjda ne. Ja. Če bi Okay. Ne, jaz sploh še nisem bila nikoli na taki stari, tako da si ne znam glih predstavljati. Ej, ja, tako. Malo je drugače. Okay. Zanimivo. Mislim, predvsem neprijetno bi bilo, če bi se kdo gor pripeljal, medtem ko smo šla midva Ja. dol. No, za une bi bilo lahko mogoče čisto super. Sicer pa se gre hiter mim, sej. Čau, dio. Ja. Da bi pomahala. To lih ne bi. Ampak bi se pa tako več delala, da če slučajno me kdo pozna, da me ne bi videl. Ne vem. A si dala sam hlače dol? Ja. Lih tok pač. Ja. Aha. Ker Dobro, ni da nisi to- imela unga kombinezona iz 80-ih, ki je tako Še sreča, še sreča. Ker ti zbišla v malo Ja. teži. A sta to naredila zaradi tega, ker sta pač hotla klukco narediti? A sta bila to korni, da nista mogla počakati? Pač očitno sva bila napaljena, ker zdaj, da bi tako, sem zaradi neke kljukce, to ne, tudi jaz nimam zdaj to take želje, da bi zdaj neke kljukce delala. Ampak tako, očitno je mogel nekaj biti in pa se nam je zdelo tako, mogoče bo ni slaba ideja, in pa pač spontano. Ja. Še eno vprašanje. Ja. A sta to se zmela še prej sta šla not, ali sta pač tisti čas, ki je bil že tako omejen? Ne, tam ja, v omejenem času. Noter ja. sta prišla, sta bila tako, kaj pa če? A pa kdaj ste se spomnila, da se ti še vstal vmes? A Ja, polk je takrat, ko se je prehajal ustavilo. bližje. Tako zelo treba zaključiti, ker... pa mu je rata zaključila? Ja. Wow. Ja, čak, kaj pa je tvoje najbolj čudno mesto? Čak, in kam mu je pol prišlo? V usta. Si rekel, da pogotne najbrž res. Ne, ni bilo Na tako. sneg čez vrata. ven. Ne, tudi tako ne vem. Pač, Ker če bi vate, pa bi vse pač surjali, verjetno ne, niste ne, imeli ni kondoma bilo s tako, sabo. ker nisem že imela več kontracepcijskih, ne vem, možda nimam pojma. Mogoče Mogoče na tla? hrbet, pa pol Kako na ročki? hrbet? Na tvojo bundo? Ne, ja, pač ti jo dvigneš. Tako, da je Če bilo na dvigala si kožo. bundo v Samo pokriješ. mrazu. Dobro Ja, si. pa še tam v kodori ni. Tam si itak razgret, takrat te briga, če te imam mraz. Ja, ne vem, v bistvu se ne Oh. spomnim, ampak nekako tako, da smo zihar lahko brisali. Aha. Pač, ko meni se zdi, tako, da si v nekem takem javnem mestu, je najlažje, da prije njemu pride, on reče, prši mi, pa se pa obrneš, pa ga daš v usta in potem pač Ja. pogoltneš. Sploh če pogoltneš. To je res najlažje. Za Ja. drugič. Sam po celem dnevu smučanja, Aha, ne bi glih v usta dala. mogočno. A ne. ja. Sicer pa tudi Okay. on ponovadi reče, da rajš ne. No, tako da. Okay. Ja. Razumem. Pa se znajdeš pač, kar je pri roki. Kar je pri hrbtu. Ja, tudi. Kje si ti?
Na veliki planini v enem grmu. Ok. Kako pa je tam se Ni mi zgodilo? bilo glih, mislim, jaz tudi če ne bi. Bilo je tako z razgledom. Ok, dobro, On je bil še lepo. tako pripravljen, da mi vloži na robčke s sabo. Je bil tako, bomo najprej malo pobrisali se. To je bilo sred dneva. Leže? Sred To je bilo dneva. sred dneva, to ni bilo tako pač. Mene je bilo sam strah, da bo pač. Stoje? Ne, pač, to je bilo, pač oni ne vem, imajo Imaš že vedel kakšen za doggy? un. Tako prav, tako mečkan spoti, ampak ne tako, Ful. ne tako ful. Je tako pač bilo tam malo, pač so bili grmički, pa to in potem šel malo tako noter in polo pač v bistvu je bil tam dol skoraj prepad bolka, ne. Pač zunaj strani ni mogel noben priti ali pa kaj videti. Štekam. Um, Sam po potki. Ja, pač tako si pač tam šel, pol pa tam v bistvu tistem grmu je bilo tako na tleh malo travce, je dal pač na tla jakno in tam. Ok. In ni noben prišel. Ne, na srečo. Jaz sem bila tako pač, kaj če bo kdo posnel to? A veš, koliko imaš posnetkov ljudi, ki seksajo v naravi in pol jih nekdo posname? Ja. Tega je bilo mene strah. No, to sploh nisem vedela, to je popularno. Ja, no, tako da, would do it again, ne? Ok. Je pa, glej, je pa bilo. Sara, kaj pa ti? Vse to čas sem razmišljala, sploh ne vem, če sem na kakšnem čudnem kraju seksala kdaj. Se reš, realno posla je še zmeri zmagovalka, Pa če ja. mene vprašaš? Pač jaz sem večinoma res tako bolj, da ne bi rekla, da v posli. V lokalu nisem nikoli seksala, v WC-ju nisem nikoli seksala, v knjižnici nisem. Enkrat sem v parku seksala, ampak to ni nič kaj tazga, pa v gozdu tudi. Dobro, park kaj, je je. pa bolj čuden placka postla, recimo. Ja. Ne, veš, Kjerem ale- parku? Ma kaj jaz vem, v velikih parkih, večjih parkih, pač tako, Okay. pa v gozdih. To je bilo, Zase to je tako, je lepo. A ja. ni? V gozdu ti je manj kar dober, ja. Ampak tako neko čudno mesto pa res ne obstaja. Ok, Ja, fair. meni Saj takih že pa čudnih dosti stvari čuden. nisem To počela. že medveda čudno. Ja. Drugač tvojega zmaga. Thanks. Ok, naslednje vprašanje. Če bi naredila svoj lubrikant z okusom, kakšnega okusa bi bil? Mango. Res? Ja. Meni je mango ful dober. Res? Nice. Ja. Okay. Jaz bi Se pa to sivka. verjetno že obstaja, ne? Ja. Ja, Sara, še ti? odgovorim, tebe s zanima. katerim okusom. Ja. Kaj bo torti? Ja, nimaš ti ful rada torte? Ma ja, ampak lubrikanta z okusom pa ne maram glih, veš. Aha. Nikoli še nisem nobenega dobrega probala in Ja, pa sploh, si uno Joe takrat, a veš, ko si Ja. ga. Ti si bil dober. pak ni pa bil tako dober neka karamela, da bi jaz imela ta lubrikant. No, recimo jagoda ima tak nek okus, ki mi je tako v redu. Ok. Ja. Vsi imamo sadne. Ja. Ja. Kaj je tvoj najljubši del moškega telesa? Mm. Ta linija, ki gre tle, to mi je zelo lepo. Pa če je pol samo v hlačah brez majice. Mhm. Čakaj, kako bomo zdaj to za one, ki sam poslušajo, opisali? Ta v. Ta V, ja, ja, V, ki gre iz Seksualne Reber reče do- V-line. Nekaj Ja. tako. Super odgovor. do penisa. In še, mislim, da je to zadnje vprašanje. Kaj ti je, ne, dva imam še, kaj ti je najbolj všeč na tebi? Karakter. Ne, to ne Mora biti moreš vizualno. reči. Všeč so mi moji lasje, pa oči so mi tudi v redu. A si mislila body part tako? Ne, na lahko telesu? so lasje. Ja. Ok, cool. Ja. Vsi Drugače lasje sem so prav- kar ja. posebni. Ja. Hvala. Sem tako cajt rabila, da so zrastali. Matona. Sem se ukvarjala z njimi, bolj da so mi všeč. Kaj pa si naredila, da so ti zrasali? Nehala sem jih likati, pa kodrač, čeprav vzemam na kodrane, ker ne, sem Imeli mu prej ja, fotoshooting. fotoshooting. Ampak drugače pa sem bolj nehala načkej hudo jih s nekimi preparati, pač strižem jih na vsake 3 mesece, na konice, da so skozi zdravi, to so mi razložile frizerke, da mora biti zdrav las, da pol raste naprej, da ima energijo in tako da grem jih malo uno, malo pošiškati in pustim jih primer. To je Okay. to. In še zadnje vprašanje, najljubši seks položaj. Mislim, da si ti enkrat že odgovorila na to vprašanje in si rekla Sem? misionarc. Ne. Ne? Je v redu, če bi mogla po mojem zbirati, sem imela kaj na izbiro, da sem mogla Mogoče, zbirati, ja. jaz sem naredila kul, ampak drugače pa ne vem, to, da jaz ležim na Trebuhu. trebuhu, Mm. to je kar najs, ker se mi zdi, da lahko čutim v redu družino. A ni to lazy girlfriend, kao položaj? Ja, Ni nekaj probably takega. bi- Saj ima to več prav- imen. ja. Ne, prawn bone je pa. Ne, prav bo ne malo drugačen. Ni tako, da si Se našla. jih imen ne poznam tako dobro.
Sej ima več imen, ampak mislim, da se temu reče kao tudi lazy girlfriend. Okay. Ja. Jaz sem definitivno reč spodja. Ja? Ja, ne vem. Ja. Najbrž je lazy girlfriend. Ja. Pač ne, mi smo tako navajeni, moški so res bolj navajeni delati. Pa tako, ne pokaže to svojo moškost. Ja, dej pač, jaz sem pa kle zdaj. Wow. Pa če bi mi mogli en dan te gibe delati, ki jih moški morajo med seksom delati, bi imeli Kakšne bi vse bile? tako hrbet polomljen takoj. Polomljen. Ja, no, veš kaj mislim? Ja. Ja, lej. Oni Ja. imajo drugačno Pač narejeno. navajeni so, ne? Pa telo je drugačno narejeno. Ja. To je. Ok, zdaj me pa malo zanima ta tvoja zveza s sodelavcem. Kako se Ja. to sploh zgodilo? A videla sta se v službi spoznala? Kje ste Ne. se spoznala? Midva sva se poznala iz glasbenih vod že prej, Jaka je itak bil v bendu, jaz sem bila že kdaj na kakšnem njegovem koncertu, pa prej sem hodila z muzičarji, pa sva se vedela sva drug za drugega, pa sva si rekla, mogoče živijo pa adijo v vseh letih prej, nič drugega, ker to je Jaka Peterka, joj, ne, jaz meni je bilo tako, kako bo on vedel, kdo sem jaz. Čak, ti si bila fenica. Pač mislim tako, sem že slišala za njih in nisem izdel, da bi on zdaj lahko vedel, kdo sem jaz. Pač kaj je tam, je pozdravil eno bejbo, enkrat živijo, adijo, kaj ve on, kdo sem jaz. Pač on je bil tako, že kao zvezda v mojih očeh, jaz sem bila nobody. In pol pač mene on enkrat začne followati na Instagramu, tako, to sem jaz. In pa sem ga fanta nazaj, pa mi enkrat neki reaktor na story, pa še enkrat in bolj sem bila tako, ja, ne morem zdaj to sam lajkat, ker pa bo izpadel, kukor da sem jaz v nabiči, ne vem, ja, ok, fajn. Ja, sej on je pa samo Ja, sej vem, ja, ne vem, pa tako jaz da. sem tak, pa sem jaz nekaj napisala, ne vem, nazaj in pa sem se začela pogovarjati in pa sem se Čakaj, kaj si dobila. napisala? Ti si mu napisala. Reaktor je na neko sliko, ker sem jaz posnela neko naravo tam, ker smo šle z mami nabirati, če imaš. In je tako, ja, to pa gled, če imaš raste, bla, 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 pač jaz, ko jaz. In pa je on nekaj odpisal nazaj in pa sem se pač začela pogovarjati in so se dobila. Ne vem, tipkala so se lih, kaj s vem. Kakšen mesec, tako mal, To je full dog. ali pa A je mogoče on manj. Še predlagal? nista bila sodelavca. Ne, niso še bila sodelavca. Mogoče malo manj. In pa sva rekla, neč, dejva se dobiti. In so se dobila v soboto, in potem so se naslednji dan še enkrat dobila, ker so potem zaprli občine. Tako da pa smo pa malo se ne videli, pa smo se sam tako, malo FaceTimela pa to. Pa pač ja, začela zveza teči, jaz sem mu mogla reči, kaj zdaj, bo kakšen datum dala, ker jaz ne morem več mojim govoriti, da pač grem v našo zidenco. S kom hodim jaz to zdaj, kaj je zdaj to? In pa sem rekla, da si pa zbera, bo zadnji april ali bo 1. maj, ker je bilo glih po noč. In bo tako, ja, 1. maj, kaj je lažje za zapomniti. Tako da pa so pa oni delali na anteni že takrat, pa sem bila pa jaz enkrat pri njemu, ker je imel nek team building za sodelavce in pa sem spekla neke branje in tako in celo pač valjda zraven. In smo se pogovarjali in je rekel njegov urednik, ja, kje pa ti delaš? In jaz tako, ja, jaz tudi na radiju, sam pač v Novem mestu. Je pa rekel, da ti prišla na audicijo. Jaz tako, ja, pa pridem. In pa sem pač prevekslala na drug radio. Tako da ja. Okay. Jaz sem sicer hotela vprašati, kako si se odločila, da boš sodelavca dejtala, Ja, pa zdaj je odpadlo to vprašanje. ja. Je bil že prej na meniju, pa je rad sodelavec. Na začetku sva kar imela problem, ker je Jaka bil tako, joj, to zdaj v službi, boh ne daj, gleda, je tako v pogledu, da se midva se ne bova dotikala, ne, boh ne daj, sodelavca, to zdaj morava postaviti meje, ne morava se midva zdaj v službi neki preveč. Jaz sem bila takrat še za vikende na začetku, pa sem pol šele dopoldne začela. Zdaj pa se te meje so se zelo zabrisale, no. Tako da moram jaz zdaj reči, Jaka, v službi sva. A res? Pa veliko skup delate, imate tako dejansko cel služben dan skupaj? Pa ne, on je itak zjutraj v etru, jaz sem pa dopoldne v etru, tako da ta cajt nisva skupaj, jaz uletavam noter, sem kadar je treba kakšen story posnet, pa tako, ker imam to jaz čez. Tako da nisva cel čas, pa da bi mogla prav midva sodelovati. Se sem pač tako v kakšnih stvareh, kar je cool. Ja, Ker so nas sprašvali tudi tako, če bi skupaj delala in meni na začetku mi je bilo tako, ja, zakaj pa ne, to bo ful dober, ja, cute, jaz bi z veseljem z Jakatom delala, zdaj, če me še enkrat vprašaš, ni šans. Ker pač to je druga dinamika dela, on tudi stil programa zjutraj, ki so pač te zafrkancije, ne vem, med jutranjima voditeljema in pač ne vem, on lahko prcne nazaj voditeljco, pa in neki reče, meni tega ne v reku, mislim, jaz bom hitrej ven padla, ali pa jaz njemu isto ne morem reči nazaj. Tako da pol ta princip Predstavljaj si, odpade, da se ne. vidva skregata. To je najslabša ideja, da se bi skregala vidva zjutraj. Cel program bi bil v kurcu.
Ja, ne, grozno bi In bilo. vidva. Že tako, kadar sva pač, ne vem, so bila kaj, da sva se kregala ali pa kaj, pač valjda ne moreš v službi se Itak. tam, ne? Čeprav sva tudi da v studiu kaj prepucavala na hiter, ampak sem pisala SMS pol. Pa poslala, čakala pa bola nazaj. To pa še ne more reči, kao nisem videl SMS-a, ker si tako vidim sem te, tako- da imaš čas telefon pogledati. To je pač zabavno in takrat ni fajn, ampak mine, ker si pač odrasel človek in si tako, v službi smo, ne bomo zdaj tega, kle, sej bova. In si rečeš, Pa skupaj pač- živita. ja, Pa pol se skupaj voste domov pa v služba. ja, Okay. ker je še nimam svojega avta, tako da še Čakam, čakam, to je pa da kar fajn, ni fajn. ta dan pride. Da greš z njim. Po eni strani je lušten, po eni strani je fajn. Okay. To je Pa pač pač denar, skupaj ki ga končava. dobiš za prevoz ostane. Ja. Si Ja. zaročena? Ne, to je pa od babi prsten. Ful je lep ta prstan. Ja, ne? Ej, ta prstan, zdaj že 10 minut te hočem Ful je vprašati. lep. Ful je lep. To je mami dobila za 30. rojstni dan in je noter še ogravirano. Ne vem, kaj je napisala. Ja, za 30. rojstni dan. In pol ga mami ni toliko nosila, jaz sem ga pa že od mejhenga sem ga probavila in mi je bil ful všeč in mi ga je, ne vem, 1 leto nazaj ali pa kitajskega mi ga je dala in rekla, jaz ga ne nosim, lahko ga imaš ti. Nice. Okay. Tako da zdaj ga imam tle, dokler ne dobim od koga drugega. Drugače, to sem te tudi hotela vprašati. Mhm. Ker smo bili zadnjič na podkastu, si ti zelo nesubtilno Ja. omenila, da čakaš tudi ti prstan. Zdaj že malo lobiram, ja, se mi zdi, da zdaj mi grem že malo na živce, ker sem že tokrat rekla, tako da ne vem, ko Ampak čaka. kako pa to zgleda? Ti njemu rečeš, ej, dej jaka, pa halo. Pa ne, veš, sem tako, kadar je kakšna prilika ali to kakšna družinska zadeva, pa nekdo, ki je tako, ja, mislim, zdaj pa že lahko, ne. Pa ga tako malo pogledam, ali pa ne vem, zdaj planirava, da bi drugo leto šla na eno tako večje potovanje, mogoče čez lužo. In jaz tako, lej se, če pa ne bo šlo, ne, pa pač dava za poroko. Na ta način, Ja. veš, da ni zdaj uno, ali pa ne vem, gledam na TikToku kakšne stvari, pa mi vrže prstane, kateri in jaz tako, no, kjer ga bi zbral. Ja, uni videi, ko so, če res poznaš svojo punco, potem prstan bi izbrala. Ja, ja. Se to je drugače zberete pravga. To je smart, da jih naučiš, kjer ga bi Ja. rada. Ne, tudi sem malo tvoj Instagram stokala. Mhm. In tudi na Instagramu so te namigi. A so? Pa ja, tako si, ne vem, neki, mislim, se niso tako učitni, ampak Ja. recimo, videla sem neke lučke so bile in si bila tako, ja, tudi lučke imam že izbrane za A, poroko. ja. To sem imela en poročni fotoshooting in sem pa ja, napisala, da to že tudi imam, ker jaz sem pa ne vem, od zmeri si želim se poročiti, to mi je tako en tak obred. Ne, da bi meni zdaj ta poroka, ta papir ali pa karkoli. Meni je brez papirja, Praznovanje. sva midva že zdaj poročena, lahko zaradi mene. Ampak neko praznovanje z družino, z vsemi, ki so ti blizu, in se mi zdi, kot en tak ritual, čez katerega greš, in pa je to postane nekaj drugače. Ker tako, ko greš, ne vem, če se zdaj na cerko navežem, ampak k Birmingu, ob Hailu, kaj pa je to, kaj eno bred? Pač se je Ja, ali pa nič na proslavo drugače. za prvi razred, ko greš Ja. v prvi razred, recimo, Tako. ne vem. Z tega vidika, no, tako da ja, imam na Pinterestu mapce in tudi na TikToku imam mapce in si pol malo shranjujem, kakšno bi obleko, kakšne bi vrtičke, pač sploh nam govorila. Včasih imam bolj obdobje, ker več shranjujem, včasih ne. Tako da, imam Čakaj. pa. A Jaka se hoče poročiti? Pa prej mu je bilo dosto vseeno. Pa, ko so se pogovarjala, pa valjda vidi, da se jaz bi ful rada, se strinja, da bi se poročila, ker drugače se itak ne more. Kukor da se strinja, tako da ja, Ok. ja Pa zdaj. koliko časa ga imaš še na meni čakati? Pa jaz kakšna mislim, da kontroverza. ni fora, da bi jaz ga mogla čakati tako na ta način, ampak sem prepričana, da se bo zgodilo. No. Mhm. Tako. Okay. Tako da se ne obremenjujem ful s tem. Sam tako mu pa zdaj že. Grem polagam moškim na sem tu dušo. malo tako pol na živce, če jim tako težimo. Ne vem, Glede najbrž. tega. Tako bi si mislila, da pol za nalašč ne, ali pa da ga ima glih v žepu, da te bo zaročil, pa mu ti glih rečeš, pa te pa ne za nalašč. Saj to bi jaz zdaj rada, to se moram prav začeti bremzati, da nam zdaj nič več omenila. Zaradi tega, ker če slučajno ima kakšne namene, Ja. pa bom jaz spoilala vse. Ja. A veš, kaj bom pričakovala na ta način, tako da moram se malo, po mojem, tako. Ne, se je v redu, lej, kaj boš. Ja, pač zagotovo imaš vsak neko mejo, koliko let nekoga čaka, da ga zaročine. Sem se, veš, kaj je še fura, ker pač pa se pogovarjaš o tem, kako bi mogla poroka izgledati. In pol pač it costs money. Ja. In to je treba pol plačati in pol
mogoče že z tega vidika rečeš, da bomo najprej malo našparali, pa tako, pa se zaročiva, pol to splanirava in pol damo ta cash za to in si rečemo, ok, ne. Če pa zdaj si tako, joj, imam druge stroške prej ali pa ne vem, trenutno nisem v poziciji, da bi zdaj to, ti je najbrž bedno. Mislim, jaz, če bi bila ti, bi bila tako, čak, sem še malo, sej bo. A veš, tako na ta način. Ne bi hotela sem tam podpisati papir, sem zato, da si poročena. Ja, ker enim je to kul, nič narobe s tem. Jaz bi pa imela tako, žurko. Ja, za vseh tistih 100 tvojih sorodnikov. Ja, nas je že itak veliko, pa pol tudi Jaka ima dost familije, pa če se naberemo skupaj, še par prijateljev. O moj bog, Videl, pa to bo da 500 ljudi na Ne, poroki. tok ne, ampak 300. 100 jih bo pa hiter. Ma 100 jih imaš že sam ti. Pa 100 Ja, niti da ne ni bom toliko vse povabila. veliko. 100 Ne. niti ni toliko veliko, po Ja. mojem, ni. Hitro se nabere 100 ljudi. Ja. Ja, jaz mislim, da če bova jih 100 nabrali, pa 150. No, sploh si ne predstavljam, kakšen je to denar. Ker pač to je treba tudi z finančnega vidika pogledati, ker jaz ne bi zdaj vrgla ful denarja za to, ampak bi pa rada imela veliko ljudi tako. Po ki so mojem mi pod blizu. 20 ur ti ne prideš. Veš, kaj pravijo? Da ko greš čez 100 povabljenih, da se ti potem že not pride pač ta denar. Pa se vsakem primeru se to najbrž povrne, ali? Je odvisno, koliko imaš povabljenih. Ne vem. Zaradi tega, ker načeloma ne pri poroki je tako, kao da gost, pač ko pride, da kao vsaj krije tisto, kar poje. Ja, popije, to a ne? vem, da je navada. In pol ja. tako, ko jih imaš več, pa z jih pol še kakšen malo več da, pač statistično gledano, več, ko jih imaš, več je možnosti, da bo pač več ljudi malo več dal in pol se ti pa še druge stvari malo začnejo pokrivati. No, se to je Kao, fajn, to je- sam najprej moraš ta denar imeti, da ga daš. To Pa pa je ga dobiš res. nazaj. Ja, ja, Tako. to je pa res. Ja, ne pa sej, če si jo neki olajšaš te stvari, da je tako. Jaz bi tako neko piknik varianta. Da imaš nek catering, da je nekje v zuni, polet. Ja, kaj bi se poročil po zim, tako da kle se bo mogla še kompromisirati. Veš kaj, kdo si bolj želi poročiti? Sej to. Ti, tako da To mora sem biti jaz po tvoje. rekla. To je bil moj argument. Ja. Ker se už, mislim, dobro, pa on navija za to. On je- Dvakrat se boste lahko poročila. Najprej poleti, potem pa še znova poroka, ena za obnoviti svoje zaobljube čez 5 let po zimi. Lahko, te zaobljube so mi všeč, ker 2 poroki, to je pa že finančni zalogaj. Ja, ne. Ampak ja, te zaobljube lahko. Ja. Pa dej vidva na radiju delata, nahecite jih, da vam sponzorirajo Ja, po samo poroke, da res. plačajo, pa je bosta mal neki. Ja, bomo Ne rečla content iz story tega. objavila. Ja. Je predlagila, kaj? Ja, Jaka je enkrat videl, da so pač na krvavcu se ena da poročila in sta se presmučala dol in pa so se vsi začeli kepati in njemu je bilo to tako dobro. Jaz sem pa tako v lepi obleki, dragi obleki, jo bom na unem svojem bordu ali pa smučah strgala takoj, pa da me še nekdo okepa. To je najbolj moška stvar, kar sem jih kadarkoli slišala. Še v en dan, ko bi bilo lepo, pa vse prijetno, bi ti šel tam se kepat. Presežem. In pa, ko si rdeč že od mraza, Ja. pa še malo Še zaribate skepe. pol za nalaž. Ti plačaš make-up, džave ti make-up, če se ti v Oni o tem sploh niso Ne, pomislili, ne, ni seveda, na da pamet jim niso. ni padlo. Da ima Frizura. kakšen sled, Kakšno imaš frizuro celo? Ja. Pač bejš, no bejš. Ne, pač to so moški, le. Oni ne rabijo tega in avtomatsko ne pomislijo Ja. na te stvari. Tako da, lej. Ampak bomo za taka zaobljube. dobra, v bistvu taka dobra, nedolžna želja. On bi se pač po zimi poročil in ko bi Cute se je. rad smučil pa kepal. Tako. bomo pelali otroke, pa kdaj kasneje na kakšno kepanje, smučanje. O moj bog. Dej še to. Videla sta zdaj že kaj, 6 let skupaj. 5. 5. Ampak ja, greva proti 6. Ja. Ok, to se Ja. pravi proti 6 gresta. In kako ohranjata pač tako to iskrico. Po ene 2 letih, ko poluna tista začetna vzhičenost mal mine počas, je pa treba tudi kaj se potruditi, malo kakšne dejte splanirati. Kaj delata? Ja, to, da greva na kakšne dejte itak, ampak tako, recimo, zmenila sva se, kar je meni ful cool, da za obletnico, ki sem si jo sama določila, ne? Na večerjo, ker ta darila z idejami se iztrošiš za rojstne dneve, božičke, ne vem kaj še vse in greva, ne vem, takrat na večerjo nekaj dobrega pojest, pa greva kdaj tudi tako random kaj dobrega pojest, to nama je ful cool. Pa jaz predvsem mislim, da to neko iskrico ohranjava s tem, ker pač Jaka je, kukar navzven vsem rad zgleda tak bad guy, malo zajeben mogoče, kar je tudi meni na začetku tako deloval, pa mogoče celo malo nedostopno. Pač tako, tipičen tip, ki daje ta vibe, boli me. Pač jaz tako mislim, to je to,
Doma je pa pač največji goofball in skozi bi se cartu in ščipil in žgačkal in me strašil in take stvari in pač to je pol ta nek childish moment po eni strani, po drugi strani je pa tako neko ohranjanje tega, da pač si lahko točen tak, kakor si in ne bo noben drug mu zameril in se bo imela rada tako, kakorkoli pač je kjer, ali resen, ali se mu pač ne ljub, pa je sam malo tak. Pa res je najbolj posebno, da je v bistvu samo zate tak. Tako. Ja, po ne, eni ker strani ni, ja. ni drugje. Ne, Po z eni drugimi strani, ja. puncami. Čeprav počasi sem prav tako, moram jaz zdaj to tle, dost, v redu je, ne, neki. Ampak ja, pa kar razmisliš, pa tako, kdaj kasneje razmišljaš za stvari, je full cute. Pa Ja. pogovarjava se veliko. To sem pa že od štarta bila jaz tako, ne, morava se o stvarih pogovarjati, nujno debatirati in pol na začetku ni hotel tok, je bil full zaprt bolj. Pa sem rekla, noč, tlele bova sedela, pa me prav ne zanima, dokler se ne bova nekaj zmenila, dokler ne bova nekaj ugotovila, ker jaz pač ne morem tako biti v zvezi. Okay. In pol je začel govoriti, ker je mogel. In Ti tako je, veliko tako govoriš v zvezi. Ja, Okay. ja, Treba vse tako razpucati takoj. ja. Mm. Sej, Okay. pol mal gruntam, mogoče pa njegov čas procesiranja drugačen, pa ga moram pustiti. Sej ga, kdaj pustim, ampak se mi zdi, če to vlečeš predolg, prvo se zgubi veliko enih stvari, ker pozabiš, ker prespiš in je avtomatsko drug dan, no day, no day, no dan, Yeah. new day. Ja, ja. Pač, in ti kakšne stvari že grejo, se bo v redu, pač štartamo na novo, sploh moški, ki so te dnevna bitja, ki se zbudi, nov dan, reset na Ja. novo. A ne? In pač že to, da se par stvari zgubi, plus drugo je pa to, da vleče se ta neka slaba volja naprej in zakaj bi imel še naslednji dan uničen s tem nekim gnevom, ki ga nosiš. A ni boljš takrat v momentu, poveš in pol greš, ok, zdaj smo se zmenili to, jaz malo pustim tle, ti malo pustiš tle, drugače tak se ne moramo zmeniti. In ok, zdaj smo se zmenili to, cool. Rešeno, fair, roka in pol pač greš naprej z dnevom. Tako. Okay. Glede česa se pa največ kregata. Jaka bi rekel, da najbrž je zmer on kaj kriv. Sem jaz tako, ja pa sej, če sem jaz kaj, pa povej, pa bom popravila. Ja, sej tu, ne? Ja, in pol valjda takrat nič ne ve, Ja. ne? Ja, ne vem. Po mojem, Zaradi posode. ma ne, nič tacga, nobene take stvari. Je ful, kar se tega tiče, mi pomaga. Ali, ne vem, perilo obesati, ali cune zložiti, smeti odnesti, take stvari. Tako. Kuham pač jaz, to sem rekla, to jaz delam, likam tudi jaz, ni treba tebi. Enkrat se je sicer ponudil in je imel 4 cote za zlikati, med drugim eno mojo oblekco s ful naborki. Oh. Atro se je ful časa s tistim likanjem in ko sem prišla domov, sem bila tako, ful lepo, ne bi ti bilo treba. In on pa, že koliko sajta sem tu likal. Saj cena, veš, zdaj saj ve, kaj Ja. delaš. Ja. To je dobro, da je enkrat naredil. Tako glede teh stvari se ne kregal, ne vem, bolj po mojem, ko on kdaj kaj reče, v nekem tem svojem stilu in jaz pa to zaznam, ker to je bil nek ton ali pa nek podton, ki meni ni bil všeč ali pa to prihaja iz nekega mesta, ki se meni zdi, da ni prav, da niso moje vrednote recimo, pa da mogoče tudi ne bi smele biti njegove, ne vem, zdaj čist nimam nobenega primera v glavi, ampak tako, ne vem, to pa ne bi smel tako reči, ali pa zakaj pa tako misliš, to pa ni cool, ne vem. Take stvari, zakačiva. Druge je kul. Pa pač razpucava. No, ima ta dosti mehne probleme v bistvu. Načeloma. Ja, Okej. ni bed. Super. Ja, ker moja zveza še nikoli ni bila tako dolga, kot ta. Tako, da Okay. To nekaj je v tvoja redu. najdaljša zveza. Ja, Bravo. ja. Okay. Super. Zgledaš kar zadovoljna, no? Ja, vse sem. Ja. Ful. Cute. Ko je on dobil ta naziv najbolj seksi moški v Sloveniji, ti si tako rekla, same že pač Pa ja. toliko časa si najbolj seksi moški, no zdaj še drugi vejo. Ja. Ampak tako, ali so se, ne vem, kar naenkrat pojavile ene ženske, ki so ga hotele opecati ali pa kaj, da si mogla fajtati. Ma ne, mislim, ali pa jaz ne vem za njih. Sicer pa, to sem enkrat manj se zdi že celo povedala, da tudi če bi bile, pa da če bi mu nekaj pisali ali pa karkoli, on najbrž tega niti ne bi videl tako. In polka bi videl, je že tako,
kaj še jaz to odpisovati, on je tak tip človeka, tako da pač tudi, če meni kdo kaj piše, jaz sem pa ful tako, ne vem, ljudje sam se hočejo vključiti ali pa biti del tega, kar ti počneš in jaz ful rada vsem odpišem. Razen, če je pač to zdaj nek kriper, ti ga spustim, no. Ja. Ampak tako pa si ne rabiš vsakmu odpisati, pa če ne bi vsakmu odpisala, tudi tep ne, tako da. Ja. Wow. Ampak ja. Jaz sem to zelo zveni, ker da Ja, en ne, drug ne. pa že pa bo. To ne, še zmer pač ne, veš komu, kaj in tako. Ampak ja, ne, noč nisem rabila posebej, vsaj jaz nimam tazga občutka. Sva zelo tako, safe en z drugim. Jaz sem pri njemu zelo redko ljubosumna, da bi bila, mislim, redko, sploh se ne spomnim, da sem bila nazadnja, no. Tako da, no, nimam noč nobenih problemov. Če bi kjera bila, ne pride, pa Bomo videli. bo Jaka to uredil, po mojem. Tako da, Top. ja, Če bo kakšna boljša, pa itak ne veš, da ne bo. Ne? seveda, da ne bo. Ja. Še to me zanima. Pač, rekla si, da se veliko pogovarjata. Kaj pa glede seksa? Ja. Imata odprto komunikacijo, že od začetka, sta si kdaj povedala, sta sam tako odkrivala, pa slepo tipala. Pa, mislim, jaz povem, Jaka tudi pove, kaj ga jaz spodbudim k temu, da pove, ker pač valjda jaz ne morem vedeti, kaj tebi paše, če mi ti ne poveš, sej vidiš po odzivu, pa tako. Ampak ne vem, če imaš pa neko specifično željo, ali pa kaj svem, sicer pri nama ni bilo za nič takega, ampak je pa prav, da se pove, ali pa ne vem, sploh pri meni je bolj zato jaz povem, ker enkrat mi paše tako, enkrat mi je v redu tako, enkrat tako, ko si naredil, je bilo super, to drugič, pa lahko narediš isto, drug dan, druga energija, jaz se ne počutim tako, ja, pa ne bo to delovalo, tako da pač je težje zrazumeti, ker jaz res povem, joj, ali pa vidi, da mi ni, ker če bom pa jaz zdaj vedno dala, sem zato, da pač, ne vem, Bo on sva srečen. konc ali pa da bo on srečanja, mu vedeti, kakor, ja, fajn, ali pa nam nič rekla, kam pa to prideva, pač to nič ne narediva. Tako da pač ja, povem tu glede tega in isto on. Pa vsaj vedno ve, da ti, ko seksaš z njim, hočeš. Ja, ker če nočem, mu tudi povem. Ja, saj to. Ne zdaj. Ja. Zdaj. Ker pač to so tipi, se mi zdi, da, no ne vem, ali imam sam jaz tako občutek, ampak oni bi skozi, to se mi s kolegicami velikrat pogovarjamo, ja, pač skozi bi, ne vem, oni skozi redi, jaz pač nisem, pa jaz ful rabim več nekih predpriprav, meni ne more sam prijeti takole, zdajle. Oni kar mislijo, da je to Kako ful seksi, če zdaj? pride pa reče, bi seksala. Zato, ker njim to seksi. A ja. Zato, ker njihova, pač, ker to To je... nisem nikoli pomislila. Ja, ko meni je Jan rekel, koliko je njemu kul, če bi jaz njemu kdaj rekla, dej, a bi, in pa ne vem, sem zanč mu rekla, sem da tako, a greva seksat, in je bil tako vesel, in to ni zato, ker oni hoče, da ti njim Kako so rečeš. to simpel biti, Ja, ja. res. Res. Ja. Neverjetno, ne, jaz nadaljujem tako, ker če me vprašaš, a bi, vojsko, Ne bi. ne, Tako da ne. ker pač ne moreš mi reči, da bi, Ja. ti moraš to tako inkognito narediti, da bom jaz hotela, da bom pol, da bova. A ni? Ja, pa meni je že tako, pač recimo, da moram jaz reči, jaz moram najprej stojnih stvari premisliti v glavi, a se mi res da zdaj, pa imam cajt, Ja, pa pač, a veš, pa, da smo se nazadnje tuširali, to je Oh, to, ja. kar bi stvari moram jaz premisliti, prej sem tako, da bi jaz predlagala seks, tako, moram res 110% počutiti. Ker če on predlaga, če on nekaj začne, bom prej, bom lahko, no bom že, I will get there, ampak veš, kaj to je po teh nekaj letih zveze, pač on bi tako, dej, zakaj pa ne more biti malo te spontanosti? Zakaj pa ne bi zdaj leklele v sred dneva na kavču in skoro samo razmišljam, kako moram zdaj še posodo tja zrihtati. Moram za naslednji dan skuhati, kar jutro ne imela cajta. Aha, zlikati je treba, pa pol moram še nekaj narediti. In pol, ko jaz to vse naredim, zdaj pa lahko. ja. Sam, ja, zdaj Sam pa pol spet si v pa- posli, pa spet zvečer. In sem tako, ja, ko če je fajn, pa vse sem naredila, a ni dobro, zdaj sem jaz lahko sproščena. Ja. Jaz sem tudi velikrat tako, ok, ko bo vse to, pa lahko. Ampak zdaj se zavestno trudim, da včasih si rečem, se boš naredila, dajmo zdaj. Ja, pa se bo fajn, pol je Spontano. vedno Ja. itak fajn, Ja, pa se itak, da je. probaš spomniti, da bo v redu. Itak da je. Sam pač ja, to imamo imeti problem, Ja. da ne vem. Moraš prej vse narediti. Oh, težko je. Okay. Ja. Z nami puncami res. Oh, ampak, a veš, najbolj bedno je, ko pol tipi mislijo, koliko je grozno ti, to je res težko pač jih razumeti. Koliko je še nam težko, koliko je še nam grozno, ker mi moramo pa pač biti v teh svojih glavah in s Ja. tem že, pač mi smo prve, ki smo
ki nas to vpliva na nas. Oni Ja. dobijo samo tako delčke tega posredno, pa še kaj prikriješ pred njimi, pa se pač delaš, da je vse v redu. Oni sploh ne dobijo vsega tega, kar mi dobimo. Pa sploh ne razmišljamo mi o tem, po moje. Mi samo pač živimo Ja, to tako je. in pol pozabim, da on ne razume, kaj se v moji glavi dogaja. Ja. Ja. Da je še 100 drugih stvari, ki jih je treba narediti, preden bo glava. Oni sploh Ja. ne razumejo občutka, da ti ne bi, mislim, valjda razumejo občutek, da ti ne bi seksal, ampak ne tako, kot ga mi razumemo, ko rečemo ne. Ne, Ja. se ne gre nič o tebi. Ne, Nisi ti res. glup ali pa karkoli. Pač samo meni se gre, Sploh se le ne zdaj gre mi o ne tebi. paše. Ja. Ja, nisi ti nič kriva. No, da, Oni imajo se- pokreno stikalo in tako lega. In on zdaj sem v mudu za seksanje. Mhm. In jaz sem zdaj ready in vse je sam še v tem, let's go. Tako, kakor, to je en komik ful dobro razlagal. Ker se moški pogovarjajo o avtih, vzamejo škatlo iz glave, avti odprejo avte in povejo si o avtih. Zaprejo škatlo, dajo nazaj, vzamejo drugo škatlo, a zobna pasta. Mi imamo pa avte, zobna pasta, vse je povezan, cel cajt odprt. Pač tako je, a ni? Drugače, ja. Ja. No, tako da. Zdaj gremo na intimni kotiček, kjer bomo govorili o lubrikantih. Okay. Ja. A uporabljaš lubrikante kaj? Zelo malo. Imam jih doma, ampak načeloma jih ne Ne rabim. rabiš. Ne. Ne. Ja, zato ker takrat, ko on pride sred tega, kar ti delaš, rečeš ne, ne, drugače bi jih pa rabila. Če bi mogla tako hitro vse speljati, ne? Ja, res je. Ja. V glavnem, zato ker je najn sponzor Skin, ne? Pač mi da sva primarno zaradi njihovih kondomov največji fanici, ampak zdaj pa tudi zaradi lubrikantov. Okay. In sicer imajo 4 različne, jih bom takole pokazala. Moj najljubši je ta bel. Ampak meni je tako žal, teh belih ne morete dobiti v trgovini, lahko jih pa dobite na Pitch Popu. Ne vem, zakaj nimajo teh. prodajajo. Kaj? Te beli se največ prodajajo. A se? Najmanj se pa ti z 2 v 1, ker se mi zdi, da ljudje ne razumejo, kako ga bi uporabljali. Ja, Kar velik. veš Ja. kaj je? Masažni gel je to. To je Ampak tudi masažni gel lubrikant. in lubrikant v enem. Okay. Tako da vsi Meni ti se zdi, jaz malo kot tu vidim, pa probam, ne, jaz ga tudi ne bi uporabljala. Tu pa res anti-reklama. povej do konca. Ja, veš zakaj? Zaradi tega, ker je tako za 2 stvari in meni se zdi, da nekaj, kar bi na hrbet dala, da ne bo dobro za mojo piško, če gre not. Ker tudi šije. Ne, in tako, to je Štekam. pač za masažo, Štekam. ne? Ja. Tako da pol ga ne bi. Pa Zato čeprav. se najbolj najmanj prodaja. Meni se zdi, da se Štekam. nasplošno te 2 v enem najmanj prodajajo. Ja, Pač ja, so, ja. zato ker ideja je dobra, sam Ja, v praksi pa mogoče boljš med 2 ločeni stvari. ja. No, da zdaj razloži. V glavnem. Nared za resno reklamo. Ne, drugače meni, evo, najljubši mi je ta. Tako da, če iščete en full fajni lubrikant, Skin Natural Harmony, kira dobra angleščina. V glavnem, meni je tale perfekten. Pol imaš. Povej, zakaj se gre. Kaj? A ja, na vodni tale. osnovi je. Ja. Na vodni osnovi je, kompatibilen je z vsem, z vsemi igračkami, z vsemi kondomi, tudi če ga slučajno kaj usta dobiš, nič narobe. Tako da, če slučajno, ne vem, a veš, si ga daš gor, pa seksaš, pa hočeš pa še kaj polizati, nič hudega. Pa ne pečete. Ne pečete. Tako da, tale my favorite. Pol imamo pa All Night Long, pa Endless ta. V glavnem, tale All Night Long, ta vijoličen, je silikonski. Okay? Silikonski lubrikanti, poznaš, kaj je silikonske lubrikante? Ne vem, če. Fora teh je, da so veliko bolj obstojni kot vodni. Te, ki so na vodni osnovi, zato ker ta voda se malo absorbira tudi noter v sluznico in potem ga moraš malo večkrat nanesti. a ne? Okay. Pa se hitro. Ja, Okej. pač hitreje se posuši in tako. Silikonski se pa nič ne upije, se nič ne posuši. Ker ga daš ti enkrat gor, bo tam ustal. Tudi In bo, voda ga ne spere. Ne? ja. Ampak to ne pomeni, da ga ne moreš sprati dol, pomeni samo, da rabiš uporabiti milo zraven. A ja, a ne? valjda. Tako da, ampak ja, recimo, če hočeš seksati pod tušem, to smo mogli v prejšnji epizodi Ja. se pogovarjali, da pač seks pod tušem si misliš, o, ful dobro, ful je vode, ful bo vse Ja, gladko ni, teklo. ne. Ne. Če imaš pa silikonski lubrikant po roki, pa to namažeš in lahko dejansko pač seksaš. Tudi Fair. pod tušem. Kar je še plus, recimo za analni seks ali pa analne igračke, ker če imaš ti recimo analni čepek dalj časa noter, hočeš ti nek lubrikant, ki bo pač ostal masten cel čas, ko imaš ti tisti čepek ven, ker ko ti enkrat ta čepek ven potegneš, nočeš, da je suho. In Ja. te silikonski lubrikanti so fajni, ker so res obstojni in ko boš dal ti ta analni čepek ven, boš izmeril vse lepo
compliance povzejo tako, kam more. Minus niso kompatibilni s silikonskimi igračkami. Zakaj? Zaradi kemije. Kemija, tisti, ki ste kemijo imeli dobro v šoli, veste, da podobni materiali s podobnimi materiali reagirajo. Ja. Olje v olju, silikon. In silikon topi silikon in potem te silikonske igračke dobesedno se stopijo, kot da bi jih en mal zažgal, tako tak lepljiv vrata in pač ne moš nikoli tega oprati, zaradi tega, ker je dobesedno material uničen. Lahko se pa uporablja s kondomi, noben problem. Pol imaš pa še tegale. Natural Endless, pač to je pa tudi vodni lubrikant, ki je tale ne bi bil mal bolj obstojen kot klasičen vodni lubrikant. Sam meni je tale bolj všeč. Gost, bel. ne? Ja. Zakaj? Zaradi vonja, okusa? Ne, ta je mal bolj gostejši, pa potem so ti gostejši lahko bolj taki Aha. močni, Stiki. lepljivi. Veš, kot da bi si make-up delala. Točno Ja. veš, kateri so težki, pa kateri so taki bolj lahki. Štekam. To je In ta je res tak. Lahko. Pač res je, lahek. Tako, kot da nimaš nič gor. Ja. Okay. Ampak, če vam so pa všeč kakšne take malo bolj, da čutiš to strukturo, da čutiš Ne, to recimo- lepljivost, to ta... Ja, ta je vmesni. Če bi si torej hotela en lubrikant imeti, ki bi ga uporabljala lahko z vsemi igračkami doma, bi vzela navadnega vodnega. Če bi pol hotela, če imaš silikonske analne čepe, recimo, pa ne smeš silikonskim, bi vzela unga, ki je bolj gost, ne, da dlje časa ostane. Unga silikonskega pa za kakšne druge igračke, kovinske, steklene. Pa tako. Ali pa za seks. Ali pa za Ja. seks v vodi. Ja, ja. Tako, ali pa ne v vodi. Ja. Tako da, Ok. ja, pomaš pa še tega, če bi pa rad malo eksperimentiral z masažo. Je pa dobro, veš, ker recimo, če se masiraš, pa če te skrbi, da bi zdaj kaj prišlo v piško, pa ne vem, hočeš se res drajsati, pa potem dajati noter prste in druge stvari. Je pa potem ta taka varna izbira, ki je 2 v 1, ker je čist primeren kot lubrikant in masažno olje. Roko na srce, ne bo se isto obnašal kot nek masažno olje, a ne? In ne bo se čisto isto obnašal kot lubrikant, ker moraš vedno, kad dve stvari združiti, mal, kakšno stvar mal sacrificaš, ne? Ja. Ampak, še vseeno je pa pač dobra alternativa, da si res lahko varno predajaš temu žiskam, ne? Ja. A veš, recimo, kakšna ta fora, ki imaš v porničih, meni to drugače gleda ful seksi, sam pa moraš res imeti neko rjuho tako, da ti je vse. Ja. A veš, kaj se celi na lubriciranje, se celi pol masni in pol tam drsijo drug po drugem. To moram enkrat probati. Noro masaž, ne? In pol imaš tiste, ta večje kanistre tega olja, ne? Tako po 10 litrov. Ja. Noro. To bi enkrat mogoče To v bi imela ti. v kakšnem hotelu, a veš, kaj si zadnji dan. Sam bi mi bilo tako bed, da bi pol mogel nekdo tisto packarijo pospravljati. Pa sej sam, po mojem, tiste rjuhe bi jih upravljali, pa če jih ne bi, bi jih pač vrgli stran, bi bilo tako, ja, nove. Pa se bi jih lahko upravljali. Škoda v teh hotelih morajo videti, Ja, te ja. ljudje. Drugač, glih zdaj, ko smo bila z Janom na zadnje, so pucali sobo zraven najne in kašen rastor je bil not, jaz ne vem, kaj so Res. delali. Ker hrana je bila po tleh, Pač pa večina je rjuhe, tako. pa vse, fuj. Večina je tako. Mi ljudje, ki pospravimo za sabo, smo baje čudni. Veš, kot tako pospraviš, da dejansko tako, ko si prišel, približno tako Ja. zgleda. Jaz dam Ja. včasih še Rjuho rjuhe pač dol. tako na tla slečem, pa Jaz dam na tla, tudi da to pač naredim. odnese. Ja. To sem enkrat gledala en podcast in je eno so vprašali, tu vse, kar mi delamo v hotelski sobi, kaj bi ti dejansko rada, da naredijo, preden grejo? In je rekla, da daš rjuho v kot sobe iz posle, da jo slečeš. In Tako, to naredim. To smo mi, mislim, ko sem hodila s familijo na morje, recimo, smo vedno v tem apartmaju, ko smo hodili, smo vedno pač to naredili. Mami nas to, ja, zdaj pa bomo sam tole dali dol, da bo pač pa pospravila hitreje in tako. Tako jaz sem navajena na to in mi je to Ja, tako. Se mi čeprav- zdi lepo. Ja. Lepo, ampak malo smo pa tudi čudni, ne? Ker ti v bistvu plačaš za čiščenje. Štekaš, mi Tam smo nekdo tako- pa to mi smo- dela, Jaz veš. mislim, da smo mi res kulturni Ja. Slovenci, drugače pa je turisti iz drugih držav, Niso, ne. kao da njim je pa čisto jasno, da ti plačaš za storitev, da oni pospravijo za sabo. Mislim, da oni za tabo pospravijo. Dobar, ajde, se pravi, lahko sam pogrnem poslo, ne rabim je pa sleči. Recimo, se Tako, eni tako, vmesno. eni res tako pustijo po stranu in vse. Ne, to ni, grozno. to jaz ne bi mogla. Ne. Ja. Se strinjam. Ja. Ok, zdaj imamo še tlele en story, ki ga moramo prebrati in ga bomo pokomentirali. Ne? Okay. Se pravi, Lucija in Sara pametujeta, featuring Kaja. A boš ti prebrala, kaj Jaz ne vem, o čem se gre, nisem že prebrala, super. lahko pa preberem. Daj. No, dej.
Ok, s fantom. Zdaj boš prebrala s svojim radijskim glasom. Jo, ne vem, če je to ali radijski zdaj. Zdaj se potrudi, to je tvoja audicija. Dej. Ja, ne, jaz ka nič ne morem odločiti. Pressure. Ne. Pa moja audicija je podcast, jaz imam vsak dan audicijo v Valjda. ponedeljek ob 8 zvečer. Tako, in jaz jo Ja. poslušam. Ja. Ne, čez zmer, ker nijem toliko cajta, ampak poslušam pa res? podcast, ja. Glih sem razmišljala predvčerajšnjem, koliko je tu enega kontenta. Zdaj smo imeli 1 leto. Koliko je tu ur čestitam. kontenta, najnega kontenta na internetu. Ure in ure. Ko bojo arheologi tako čez 300 let, bojo tako kar podcasti najni nekje. Razumeš, ni to čudno. Ja, in Ker pa bojo eni našli nimajo kosti. niti slik, pa tako, Ja, ne? samo In meni res. je to zanimivo, koliko imamo med dokumentacije, pač in ti, Mhm. ne? Eni Ja. nimajo pa nič. Digital footprint. Ja, in predstavljaj, Ful. da imaš otroke, tako imajo oni ful zagledati stvari. Sicer podcast o seksu, ampak imajo pa ga. Okay. Okay. Pozdravljeni. Vem, da so ženski orgazmi kompleksni in da je pomanjkanje teh lahko odvisno od mnogo različnih faktorjev. Stara sem 25 let, v zdravi dolgoletni zvezi s čustveno dostopnim partnerjem, brez nekih preteklih travm. Zveza drugače super funkcionira, zame se trudi, živiva skupaj brez otrok, vendar meni z njim še ni prišlo v vseh teh letih. Star je 26 in ima zadnja leta zelo nizek libido. Želim si globjo intimnost, da vidim, da hrepeni po meni in si me želi. Ni strasti, ni poželjanja. Po večini so bolj kviki. Zato sem se tudi jaz nekoliko ohladila in nisem vzburjena, tudi če v trenutku naredi vse tako, kot mu povem. Želela bi, da me čez dan kdaj strastno poljubi in reče, da sem seksi, vendar tega pri nama ni. Velikokrat se pogovarjava in se stvari izboljšajo za kakšen mesec, potem pa sva nazaj na stari poti. Morda pa ni tak karakter in ga prosim preveč. Nekako sem se že sprijaznila, da tega v življenju ne bom doživela. Kako to rešiti? Ne razumem, zakaj nama ne uspe ohranjati strasti. Zelo zanimiva pa se mi zdi, da sploh ne tako osamljena zgodba med folkom. Ker sem se tudi že pogovarjala s kakšnimi kolegicami, ko so imele podobne stvari zapovedati. In do kakšnega zaključka ste prišli? Ja, tle je, da nikoli še ni doživela orgazma, ne, s tem tipom. Ja. Jaz sem ful takrat razmišljala o tem in to so se tudi z Jaketom pogovarjala, ker tudi on ve za eno zgodbo, ker je tudi ena beba razlagala, da nikoli ni prišlo z enim tipom, pač, ki ga je imela. Meni se zdi, da ne vem, pač možno, da je taka oseba, da ji ne bo nikoli prišlo v lifeu, s komarkoli, čeprav to dvomim. Je pa res, da obe te, ki sva midva poznala, se mi zdi, da se tudi same niso kaj veliko zadovoljevali, oziroma se saj pregledovali, raziskovali, kakorkoli. In je bolj težji. Se ne moreš človek vedeti, kaj ti pa še, če ti sama ne veš. Ampak tle se mi zdi, da je iz tega logično, da ona se da pozna. ona Ne? ve in da bi Ja, si da želela. mu pove. Ampak pač ne razume, ker da se ji zdi, da on ni tak karakter. Tako, jaz imam občutek, da ste tu dva človeka na tako ful različnih polih in ko smo se pogovarjali, da se da to vse združiti, pa sprejemati kompromise. Meni se v življenju ne bi dalo celo življenje, 80 let ali koliko jih imam že pred sabo, sprejemati toliko kompromisov, kot bi jih recimo tle mogla. Ne? Ona hoče seksati, on noče seksati, pol je en mesec dobro, pol drug naslednji mesec, cel mesec breadcrumbs se loviš, ki ti ne reče, da ja. si seksi pa lepa, pa tako. Meni se zdi, da je bolj problem, kot sam v seksu, v odnosu, kle, če pač gre se razčleniti. Če bi njima dvema funkcioniralo v odnosu, da sta ona dva lovi-dovi doma in se lovita po stanovanju, da pol dobiš daj kakšno modrico, ki se žge še kljuko od vrat. No in take stvari, pol pridejo te stvari spontano, ker pač ne rabiš loviti teh drobtinic, pa mi bo rekel, da sem lepa. Zato, ker ti slejka prej bo, ali pa bo vsakeč, ko bo šel mimo tebe, te žgal poriti. Pač ni, to postane pol normalno. In če ni tega, je en pogovor, ki je uno, ki ga postaviš, ki mu daš ogledalo, ki ga postaviš na realne tla, sorry, meni ne štima, jaz rabim to. In če takrat njemu ne kapne, da nekaj treba reševati, ja, ne vem, pol se lahko trudiš, kolikor časa hočeš, ampak dokler si človek, ki je tebi nasproti, tvoj partner, ne želi spremembe ali pa te ne sliši, ne čuti spremembe, pol ti njega ne moreš spremeniti. Žal sem se pač to mogla dolgo učiti, ker jaz sem bila vedno tako, jaz ga bom popravila. Ne bom. Tako da pač mora si želeti tudi on. Da
On mora videti, da pač njej ni kul. Sploh pa če mu pove, ja, ni mi kul, ni mi dober, ne štekam kaj narobe, da se on pol mora začeti pač truditi. In pač seveda obratno, ne? Da ni zdaj ona tako, jaz bom čakala, ti se pa trudi, pač ne, valjda še zmeraj se tudi ti trudiš, ne. I guess, da jaz bi rekla to, ne vem. Tu, da je pa še ni z njim prišlo, je pa tudi en tak znak, da mogoče niste, če sta ona dva skupaj več let. Ja. Se pravi, če ima zadnja leta nizek libido, to pomeni, da sta že vsaj 5 let skupaj, recimo. In pač ni prišlo, to je pa kar zanimivo, ne? Ja, ne vem, ker jaz sem tudi že slišala za primer, da je pač, ko sta bila skupaj, a veš, ko smo se pogovarjali na našem podcastu o alergiji na spermo. No, ni nujno, da je pač, da si alergičen prav na spermo, ampak enim se dobesedno pač se je pokvarila koža in tako, in je pač telo dalo vedeti, da tle pač neki ne štima. In pa, ko sta šla narazen, se je izboljšala nazaj. Ja. Pač crazy. Kaj ti lahko telo pove, brez da ti veš, tako da ne vem. Pust ga, pa probi s kom drugim, če ti pride, ni problem v tebi, ne vem. Mislim, pač lahko je tako reči, ne. Ja, vem, ja, jaz to je tudi bi zdaj easy. rekla, pač jaz bi šla narazen, ampak pa se pa spomnim, ko sem bila v zvezah kakšnih, ki so več let trajale, pa je bilo več takih obdobij, pa nisem šla, ne. Ja, saj, Ampak ko si v zdaj, zvezi, je to na tej težje. točki, bi si želela jaz biti v življenju z nekom, ki bi imel tako enako spolne želje kot jaz. Pa vem, da ni to čisto v vseh trenutkih v življenju mogoče, ampak da bi tako bila čim bolj kompatibilna v tem. Tu se bi mi zdaj res pomemben aspekt, ko se mi zdi, da že vsakič do zdaj, sej pač 3 resne zveze sem imela, samo 3, ja, sej. In vsakič je bil ta disconnect v bistvu tako se je pokazalo, da je to lahko večja težava, kot na začetku misliš, ker pač sej sem seks in sej sem libido. Ampak pol je pa težava tudi v tem, da ti ne reče, da si seksi, pa da ti ne kaže pozornosti, pa da ti ne reče, da si lepa. Ja, Ko bi ti drugače rekel, če bi hotel seksati, ne, že tako. Valjda. Razumeš, pač tako je vse skupaj povezano. pa meni bi tudi recimo bi bilo lepo, da mi reče, da sem lepa ali pa da sem seksi, pa noče pol, mislim, ne kaže, da bi zdaj pa on nujno seksu z mano, ker jaz hočem to slišati kar tako, mislim, mi pomeni, da to slišam kar tako, ne samo zato, ker bi on nekaj rad od mene, Ja. na ta način. In pa se mi zdi, se počutiš tako varno v tem okolju, kjer si in imaš rad tega človeka, s katerim si in pa si ga tudi prej zaželiš. Ker če ti pa neke stvari ne štimajo, pa da se nalaga, ti se v glavi obremenjuješ, 5 let sva že skupaj, nikoli mi niti ni prišlo in to vsak dan nosiš v glavi. Se mi zdi, sploh ženska. In pol, ko pride do točke, zdaj bi pa seksala, imaš ti že v glavi, se mi ne bo prišlo. Kako pa danes? Zdaj pa spet bedno. Ali pa zdaj bom rekla, naj naredi to in pa bo on naredil točno to, kar sem mu rekla in zdaj, ker me ni presenetil in ker je naredil točno to, je tako, ni mi tako dober. A veš tako, ker če rečeš, a mi prineseš rože? In pol gre in ti kupi rože in si tako, pa ne tako. Ja. A ne? Ja. Pač ti hočeš, da je tako, ok, prav. In pa ti čez en mesec, random, prinese rože in si tako, ja, to sem hotla. A ni? Če mu rata to naredi. Ja, če morata, ja. To je jaka ful dober. Ja? Ja, to je fun fact, ja. On mi kupi rože kratko, jaz sem tako, No. ja, fajn. No, sem reči, da se mi zdi ful dobro, kako smo imeli v tej celi zgodbi najmanj se skoncentrirali na to, da njej še ni prišlo. Ne? To se meni zdi tako v bistvu najmanjši problem iz vseh teh, ki so bili tle našteti, ker pač ti bo že prišlo, če boste tako enkrat porihtala te druge stvari. In Pa tle je ful premalo informacij, a njej pride, če se pač sama zadovolji. verjetno, da ji pride, ker drugače bi rekla, da ji še nikoli v življenju ni Ja. prišlo. Ona pa je Aha, rekla, da ji sem ja. z njim še ni prišlo. Ja. Ja, Ja. mojem, ja, tle pač ni problem palona. Ja. V tem O moj bog, smislu. punce, mene tako lulat, da moramo hitro iti za Never Have I Ever. Dajmo. Max 6 minut imam mehur še tako na voljo. Zmenjena. Dajmo. Vsi smo tam, ne? Ja. Vsi smo se, imamo še kaj zapovedati. Never have I ever. Okay. Tako se gremo dati za vsako stvar, ki si jo že naredil, daš prst dol. Čeprav se vsaka staritev začne z nikoli nisem in je malo confusing, bomo povedali, da daš prst dol, da boste lahko sledili. Tisti, ki da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne. Ja. Nikoli nisem izvajal oralnega seksa na sodelavcu. Če si že izvajal oralni seks na sodelavcu, daš prst dol. Kakšen šok, kaj je O, dala ne. prst dol. Zakaj me ne piše v službi?
To smo že imeli. To pa Ok. bolj ne dam prsta. Ali pa sem dala, se ne vem. V glavnem, hodila sem, da je malo drugače. Okay. Ok. Nikoli nisem seksala z najbolj seksi Slovencem. O ne! Kaj je dala prst dol? Nikoli nisem bila v poročni obleki, čeprav sem neporočena. Kaj je dala prst dol? Tudi, nisi bila. Poročni pa ne. Okay. Kašni pa? Kakšni pa? Ne, si ni Si poročena. imela kakšen šel fotoshooting? Ne. Ne vem, zakaj sem jaz imela v glavi tebe v poročanju. Zakaj imam jaz občutek, da je to lobiranje na tem zaporu? To se ti sam zdi. Ja. Aha. Noč, to je vse na ključe. Nikoli nisem doživela orgazma v službi. To pa res nisem. Ja, če je bilo v času delovnega časa, recimo delo od doma ali pa kaj. Ne morem delati od doma. Okay. Ker moram biti v etru in če nisem v Ja, etru, saj pol res. sem doma in Ja, to no, je pa moraš pa slabši nekaj del narediti. službe na radiju. Ja. Ena stara smo dale prst dol, ne? A ja. Nikoli nisem v javnosti partnerja božal po intimnih delih telesa. Vzih sem ga že, daj. Ne vem, kaj to pomeni. Ne vem. Na žurki varianta, javnosti. to je tudi javnost. Ali Mi pa, te veš- morajo gledati, ne. Ne. Sem tako nekje, da Ali pa nisi tako v doma. savni, a veš, ker nobenega lih ni, pa tako malo. Ja, si ziher, kaj. roka zaide, kakšne take stvari. No, vse smo dali prst dol. Kjer preverznice sta videla. Nikoli mi partner ni pokazal porno videa, ki ga je posnel z nekom drugim. Mora biti prav video. Kaj pa je? Slike. Spomniš, ko sem našla Tumblr Ja. odbil. Ja. A so bile slike prav, pač, ko sta seksala? Če je bila Vsega kakšna, možnega. podaš ti lahko prst. Ja, po mojem tudi. Tumblr. Ej, Oh my god. Jaz sem vedela, da ta Tumblr obstaja. Pa tu ni drugače nič. Ona, da sta imela Tumblr skupaj, sta tako bila bolj arci in sta se slikala tako naga v listju in naga med ne vem kakšnimi vsemi Wow. stvarmi. V glavnem. In tu sta imela skupen Tumblr. Pol sem jaz enkrat našla ta Tumblr, da še vedno obstaja na Tumblrju, na iPadu. Medtem, ki ga ni bilo doma. In jaz, ko sem to našla, tu moram sem do konca povedati. Prosim. Ker vsakič podoživim travme in grozno. Pa meni ni drugače tu tako težko, jaz sem samo, ampak predstavljaj si, jaz gledam slike od njegove bivše punce, Ja. naga, cel Tumblr njen nage. Medtem, ko si ti bila njegova punca. Ja, ampak veš, ko imaš tam, mene ti bi veš, da pobralo. je še dol, pa tu je tebi že zdaj nočna mora, ampak ti moraš kar videti, moraš koliko je videti, teh ja. slik in v kakšnih vseh položajih in kakšne majoške od strani in od vzgori. Ti, ko enkrat to vidiš, moraš videti Vem, do ker konca. ne moreš se ustaviti. Ja. Oh. Ne moreš se ustaviti in si kopleš jamo, ne? Pa v bistvu ni mi bilo nič tako žalostno ali pa kaj, samo pač tu jaz res ne bi rabila v življenju videti. Jaz sem hotela iti na Tumblr. Ja. Okay? Tako da, tu je zgodba. Oh, Še zdaj vsakič mi je tako. ja, res Res si me ne je bi želela šokiralo. biti. Če bi me vprašal, bi rada videla Tumblr, ko sva dajala nage slike gor. Ne, res si ne Ja. želim. Ne? Ja, ja. Ja. A ti bi pogledala za nazaj? Pismo. Ja, če bi mi rekel, da obstaja, pa če bi rada videla, ne bi mogla ne videti. Pač, Jaz takrat res nisem bila pripravljena. Ne, sej, pač jaz tudi ne bi bila. Tudi če bi mi pač pokazal. Pač, ampak ne bi pa mogla vedeti, da to obstaja in da zdaj je on to meni rekel, jaz bi hotela, jaz bi bila tako, ja, pokaž mi zdaj. Pač, če pa ne bi tega, raš pa ne bi nikoli videla. Tako. Ja. Ker pač eno je, da veš, da je bil z drugimi, eno je pa, da vidiš. Ja. Jaz nisem mogla tako, po moje, en mesec spraviti joške iz glave. Jaz sem, ko sem hodila po hiši, meni so se fizično tle joške nalimale na čelu. Res, nisem mogla, prav posiljena sem bila od A tistega bi si se kaj Tumblrja. obremenjevala pol zaradi tega, ker si to Ja, videla? Si se vsakič, ko mi je primerjala? nekaj rekel, da bi se skregala, sem bila tako prav, pa tam pejt na Tumblr, une nage slike gledati, ali pa ker ni hotel seksati, kaj, tu tukaj imaš Tumblr, tako ful me je spikeralo. Ker pač mene bi sigurno tudi, ampak a je polki izbrisal? Ali pa ne vem, a Pa še ne vem, pustil? kaj je rekel, je, da pač tu je njun umetniški Tumblr in tu bo skozi ta Tumblr obstajal. Mene bi motil to. Jaz sem šla pa na razen, tako da ne vem. Pa ne, Jo, Verjetno še vedno obstaja, meni sem žal, da si nisem nekam zapisala imena tega Tumblrja. Ja, To mi je pa tako žal. Ja, ne bom nikoli našla, da vam pokažem. Sem verjetno tudi ve tega nočete videti. Drugače pa zdaj slišim, drugače kako jaz izbrisati. Jaz sem ti Ja. že hotela reči, pa sem bila tako Lucija, to pa res ni primerno. Ja, veš, da bi ti Ampak pokazala, če bi imela, pa Joj, nimam. Zdaj pa še slabš, ko veš, Ja. da ni pomeni. Ja. No, naprej gremo, kar rajš boljš. Mhm. Nikoli me partner ni presenetil s seks igračko za darilo. Ja? ma ja. Kaj pa Prej. ti je kupil? Nek mini vibratorček. Oh. Oziroma je kupil neki zase celo.
Ja, pač jaz nisem nikoli prej imela nobenih igrač. Tako da jaz sem v bistvu prvo igračko svojo dobila od Lucije. Ja, ker si jo resla na podcast. In to je moja najljubša in edina. Mislim, prav moja. Čak, in potem ti je Jaka kupil igračko. Ja, ali pred tem, malo potem, da je prišel in pa sem tako, ja, zdaj pa mi tisti ni več tako zanimiv, ker imam svojega. Ja, ko jaz grem v zapor. Ja, res greš. Kaj je že konc? Ja. Imaš v bistvu srečo, ker imamo lisice polomljene. Enih je gost zadnjič bil in jih je raztrgal. Ampak te bom še vsem dala v lisice. Kjer jih je že tu raztrgal? Ja, imeli smo drag queens in pol je bila vsaka pač v bistvu zgubila in pol je bila vsaka iz svojo roko privezana in pol je Sara rekla, kar poteganta, ne bo se nič zgodil. In pol itak, da se je. Se je zgodil. Tako da zdaj už mi samo tako veš 2 nove zapestnice, pa še veš, ti imaš tak bolj srebrn nakit in gre glih perfektno. Danes imam res, ja. Ja, a drugače imaš mešano? Nisi tako srebrna. Bolj sem za zlat nakit, ampak imam pač uro tako, da je mešana, zato da jo lahko kombiniram z obojem. Pa pač Pandora je itak ta srebrna in pol to sem dobila zraven ure in danes sem si dala to gor. Imam pa prvič gar lisice, tako da cute. Bravo. Ne vem. Ej, ti je lažje ta mikrofon, ki ga imamo mi, ki ti tako stoji, ali ki ga imate vi pripetega? Pa v bistvu mi je dosti vseeno. Okay. Ja, ampak če imaš šunga, ki je tle pripet, pač se lahko lažje premikaš. Pozabiš. Ja. Noč, povej mi še kaj, imaš še kaj zapovedati našim gledalcem? Dajte se pogovarjati med sabo, ker pogovor je ključ do uspeha povsod. Ne samo v zvezi, ne samo v prijateljstvu, ne samo v službi, pač v lifeu. Pogovarjajte se, razčiščujte stvari in to je to. Več, ko se bomo pogovarjali, lažje nam bo in bolj se bomo počutili, ker če sam nabereš v sebi, kaj bomo dobrega s tem naredili? Pa smo lahko vsi tiho in fajn. Vsak živi svoj life in to je to. Mislila sem sicer bolj tako, kao kje te naj spremljajo. A ja, Tu ni še noben tako povedal, tako da hvala. To je najboljši del. Jaz nisem navajena, kljub temu, da sem v takem fohu te medije in to, meni je težko se samo promovirati, tako da spremljajte me, kjer me čte. Vse sem posod. Tako da to. Pa gledajte tisti dneve v mesecu. Ja, hvala. In Sara Olega Lucija. si tam naredila, Gen Z srčak. Ta je lažji. Ti delaš tega. Ta nek Ta je Gen popularen. Z. Veš, ko sem se težko tega naučila, kako je ta lažji. Ne, jaz nič tega ne delam, jaz sem tako delam, pa še tu ne delam. Ta krompir. Velikrat, ampak tako ponovno. Jaz temu rečem krompir, ker nikoli ni ful lep. Ne, ni. Ta je Sicer zmeraj pa ful tudi lep. ta zgleda, kot da ste prizadete. Ne, no, lego ti No, pa smo prišli. Ste Ja. kaj izvedeli novega o kaj vas je najbolj presenetilo, napište v komentar. Mene je najbolj presenetilo, da pogoltne. Ne Res? pa to, da je seksala v tisti pozim. V uniji, Ne vem, zakaj, gondoli. tako, ko vidim nekoga, ki je blond, pa cute, se mi zdi, da ne pogoltne. Mislim, sej ne bom rekla, da mi je ful prijetno, ampak Saj vem. Ja. kaj ni to plunem ven zdaj, pa če že tako šlo. Ja. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo naslednji teden. Adijo. Bye. Čau.